Dijaki in učitelji Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota so letos že 25. zapored obeležili slovenski kulturni praznik s tradicionalno prireditvijo Kulturni teden na Srednji poklicni in tehniški šoli. Pripravili so razstave raznovrstnih tematik, rdeča nit pa je bila 100-letnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Celotni kulturni teden so poimenovali Podobe stoletja Prekmurje Slovenija 1919-2019. Ludvik Sukič, ravnatelj Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, je na osrednji proslavi v avli šole prisotnim skozi prizmo zgodovinskih dogodkov predstavil pomen združitve Slovencev v Prekmurju z matico. Cenjeni gostje, dijakinje in dijaki, sodelavke in sodelavci, spoštovane dame in gospodje. Današnja proslava je obenem uvod v 25. kulturni teden na SPTŠ, v okviru katerega so naši dijaki in profesorji pripravili priložnostne razstave ter nocojšnji kulturni program. Na naši šoli se tako že četrt stoletja trudimo dostojno obeležiti slovenski kulturni praznik, ki ima za nas, Slovence, kot majhen narod, toliko večji simbolični pomen. Letos smo naš jubilejni kulturni teden posvetili 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matico, ki jih dopolnjujemo s tematskimi razstavami s področja strok, katerih izobražujemo na naši šoli. Današnje Prekmurje skupaj s Porabjem se je nekoč imenovala Slovenska krajina ali tudi Slovenska okroglina. Prebivalci pa so se imenovali Staroslovenci ali samo Slovenci, medtem ko so rojake na desnem bregu Mure imenovali Slavi. Slovenska krajina je nekoč sodila v tako imenovano Spodnjo Panonijo. Za časa kneza Goceja v 9. stoletju, nekaj časa samostojno slovansko državo, ki je povezovala tako južne kot tudi zahodne Slovane. V tem času naj bi v Spodnji Panoniji sveti Metod v glagolici napisal prvi slovanski zakonik, zakon sudni ljudem v staroslovanskem jeziku. Po zatonu Spodnje Panonije in še prej Karantanije smo Slovenci živeli brez svoje države več kot 1000 let. Za razliko od Karantanije je danes Spodnja Panonija v Sloveniji malodane povsem pozabljena. Nekdanja prestolnica, Blatenski Kostel ali Blatograd je zaraščena in skrita med koruznimi polji, nedaleč od Blatenskega jezera ali Balatona blizu mesta Zalavar. Le malo kateri Slovenec danes sploh še ve, da je tam ena izmed obeh zibelk slovenske kulture in slovenske državnosti. Še manj Slovencev pa ve, da ime Slovenija sploh ne izhaja iz Karantanije ali Kranjske, ampak iz Spodnje Panonije. Tudi zato so se po vdoru Madžarov na to ozemlje nastale 3 dežele s skoraj identičnim imenom: Slovaška ali Slovakija, Slovenija in Slavonijo. Veličino posameznega naroda največkrat opredeljuje prav odnos do svoje zgodovine kot pomembnega segmenta narodne kulture. Žal se Slovenci na tem področju nismo nikoli prav posebej izkazali. Morda pa tudi zato, vse do ustanovitve Republike Slovenije leta 1991 nismo imeli svoje države. Prekmurski Slovenci pa smo bili celih 1000 let ločeni od matice vse do leta 1919. In če ne bi ravno v tistem času na Ogrskem po ruskem vzoru razglasili Sovjetske republike, bi verjetno tako imenovani ogrski Slovenci zavedno ostali na Madžarskem. Ker pa
Sovjetska republika v srcu Srednje Evrope ni bila pogodo velikim silam, obenem pa so madžarski bolševiki izvajali še bolj krvavi rdeči teror kot njihovi ruski vzorniki, je prišlo do intervencije Antante, ki je porazila bolševike in s trianonsko mirovno pogodbo 4. junija 1920 kaznovala Madžarsko tako, da je vzela kar 2/3 nekdanjega ogrskega ozemlja. V tej luči bi mogoče lahko ocenjevali tudi pomen kratkotrajne Murske republike za slovensko zgodovino. Ustanovljena je bila 29. maja in je obstajala do 6. junija 1919, ko so jo zatrle enote madžarske rdeče armade. Ne glede na politično in nacionalno nestanovitnost akterjev republike z Vilmos Tkalcem na čelu in na dejstvo, da je obstajala le borih nekaj dni, je bila Murska republika kljub vsemu edini organizirani upor v vsej Ogrski zoper tako imenovano Sovjetsko republiko. Obenem pa ne gre pozabiti, da se je sklicevala na pravice narodov do samoodločbe in se je v svojem obsegu omejila le na tisti del slovenske krajine, ki je bil večinsko poseljen s Slovenci. Vendar pa, če ne bi bilo dr. Matije Slaviča, ki je naknadno okrepil pogajalsko skupino SHS na mirovni konferenci v Parizu, bi preostali pogajalci po vsej verjetnosti kar gladko pozabili na naše prednike v Murski krajini. Obenem pa so na srečo skozi več stoletij tudi različni slovenski narodni buditelji med preprostim življem na levi strani reke Mure širili in ohranjali slovensko govorjeno in pisano besedo ter narodnostno pripadnost. Torej je na združitev prekmurskih Slovencev z Matico leta 1919 vplivalo več različnih, niti ne nujno med sabo neposredno povezanih dogodkov. Kljub določenim jezikovnim, zgodovinskim, verskim in političnim razlikam med obema bregovoma reke Mure se je več kot 1000 let ohranjala zavest pripadnosti skupni nacionalne identiteti, predvsem pa skupni kulturi. Kar je še en dokaz več, da smo si Slovenci v preteklosti prav s kulturo ustvarili svoje narodno bistvo in še danes z njo ohranjamo svojo nacionalno identiteto. Spoštovani, počaščeni smo, da ste se odzvali našemu vabilu za ogled današnjega kulturnega programa in spremljajoče razstave. Obenem pa mi dovolite, da se zahvalim vsem, ki so s svojim trudom in prizadevnostjo omogočili tako nocojšnjo proslavo, kakor tudi vsakoletni tradicionalni kulturni teden na SPTŠ. Želim vam prijetno počutje v spremljanju našega kulturnega programa. V kulturnem programu so se z besedo in glasbo predstavili dijaki in profesori šole ter izvedli pesniško-glasbeni recital pod naslovom Kjer si besede spletajo gnezda. Ta beseda je tišina, ki v tišini ne odmeva, je snežinka, ki kot kost ostane v grlu, je lepota, ob kateri dih zastane, kakor struna je iz glasbene poljane. Vzameš tujo dlan, da si oči pokriješ. Tebe vzame tuja roka, misel ti umije. In tako se jemljemo v tišini dneva, ko se led stopi na soncu in beseda. Ta beseda, ki v tišini ne odmeva, ker se vame je poskrila, pa me razodeva. Ver
večjo, saj ne more biti res. Nikdar večjo, saj ne more biti res. Krila so se mi stopila od strahu, nikoli več ne poletim na njih, da nikdar ne izvem, da so samo papir. Zmaji, ki že toliko let visijo nad menoj. Saj že mama govorila je, da z višine se ne vidi vse, da nikdar ne izveš, da so samo papir. Smehljaji, ki že toliko let smehijo se s teboj. Od višine se zvrti, skrivaj svojo dlan, svojo mehko dlan, svojo toplo dlan. Vzemi me na svojo stran, skrivaj svojo dlan. Lahko mi vrneš karto še nocoj, hočem le, da me vidijo s teboj. Krila so se mi stopila od strahu, nikoli več ne poletim na njih, da nikdar ne izveš, da so samo papir. Zmaji, ki že toliko let visijo nad teboj. Od višine se zvrti, skrivaj svojo dlan, svojo mehko dlan, svojo toplo dlan. Vzemi me na svojo stran, skrivaj svojo dlan. Lahko mi vrneš karto še nocoj, hočem le, da me vidijo s teboj. Od višine se zvrti, skrivaj svojo dlan, svojo mehko dlan, svojo toplo dlan. Vzemi me na svojo stran, skrivaj svojo dlan. Lahko mi vrneš karto še nocoj, hočem le, da me vidijo s teboj. V nevezani besedi recitala so bili interpretirani odlomki iz literarnih del najvidnejših pesnikov in pisateljev Prekmurja, ki so v minulem stoletju neizbrisno zaznamovali sodobno slovensko književnost. Ani nič več ne more skaliti velike radosti, da je dočakala pomlad. To pomeni blagoslov neba, ki rado podari revnemu in ponižnemu človeku svoje največje darove. Ker na svetu je premnogo stvari, za katere si človek govori, da bi jih rad še enkrat videl, da bi se jih rad še enkrat dotaknil in jih pobožal svojo ljubeznijo. Vse stvari so željne, da se človek ozre po njih, da se jih dotakne svojo roko. Ker zakaj naj bi sicer bili na svetu, če ne, da razveseljujejo človeka? Zato pa jim mora človek vračati svojo ljubezen. In dober človek to rad stori. In tudi vedno dela tako. Dober človek pogladi živali, ki jih vidi, poboža rože, ki cvetijo,
in ogovarja ptice, ki letajo po zraku ali pojo v gozdu in ga razveseljujejo. Človek mora tudi sonce z ljubeznijo pobožati, prav tako sinje nebo in bele oblake na tem sinjem nebu, pomladne, mehke vetrove, večerne zarje in drobne zvezde v jasi spokojni pomladnih noči. Vse te stvari so željne človeške ljubezni. Človek pa, ki ni nehvaležen, se ozre z ljubeznijo po slednji stvari, ki je zaradi njega ustvarjena, in slednji stvari posveti troho svoje brezmejne, neugasljive ljubezni. In dokler človek lahko izžareva svoj ljubezen na stvari okoli sebe, toliko časa živi. Kakor bo tudi sonce živelo na nebu in svetilo, dokler bo hranilo v sebi gorkoto do vsega. Ena od razstav pod imenom Z obrobja v središče ponazarja tudi pomen sodobne književnosti Prekmurja, ki je v takratno novo državno in narodno skupnost pred stoletji prinesla doto bogatega prekmurskega jezikovno-kulturnega izročila. S tem pa Prekmurje pomaknila iz obrobja v središče literarnega dogajanja. Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota se je s tem bogatim kulturnim dogodkom vključila v letošnje dogajanje in sklop prireditev ob praznovanju priključitve Prekmurja Sloveniji.